Prej, ki si omenil ego, ne? Ja. A veš, nekaj, kar sem jaz skozi kapiral po dolgih letih. Ne? Vsak projekt ga delaš v življenju. Lahko je to poslovni projekt, lahko je to pisanje zgodbe, snemanje filma. Ne? A veš, se moraš v resnici odločiti, a to delaš zato, da bo izdelek dober, a to delaš zato, da buildaš svoj ego. A veš. Ker če greš v firmo, odpreš startup in greš v firmo zato, da boš buildal svoj ego, pa boš najel najslabše možne sodelavce, zato da boš vsak dan dokazoval, da so budale, kreteni, da si ti genij. Ne? In firma bo propadla. Če greš pa zato, da delaš najboljši možen izdelek, boš pa izbral najboljše sodelavce. Zato se učiš vsak dan zraven ob njih. Ne. In tle moram reči, ta film, ki sem režiral celo včeraj, ni izbrisana in je za zdaj še na HBO, ga lahko pogledate. Reklama. Bom dal link. Daj link. A veš, jaz sem izbral najboljše možne sodelavce. Kar pomeni, da smo mi zjutraj imeli konzili, kaj je treba narediti, par ur, pa so pa oni šli delati. Pa sem pa jaz, ne vem, popoldne pregledal, kaj je narejen, pa smo korigirali, pa naredili. Ampak to pa pomeni, veš, in to bo zvenelo čisto neumno, ampak to pomeni, da sem jaz vmes imel 4-5 ur nič za početi. In sem jaz padal v to paniko, fuck shit, da bi jih mogel kontrolirati. In sem se mogel govoriti, ne, imaš najboljše možne sodelavce, ki jim zaupaš, in so se do zdaj tudi izkazali, da so zaupanje vredni, torej ne trpaj Miha, tle se lepo malo sprehod, naredi kakšno skledico, malo se sprehodne. Ne? Ker doskrat jaz to vidim, tudi na snemanju filmov, ker te režiserji nas držijo, ne, in pa začne mikromenedžerirati. Dal je enemu za narediti, 5 lučine štima. Ali pa direktorju firma. Ja, ali pa leta okolno. Jaz vem, enkrat so me poklicali, da bi jim na enem projektu pomagal neko firmo in on direktor, mi da tako začnejo govoriti, to so bili koščki, po minutko, 2 je zdržal, pa on, ki je gledal proizvodno, ne, skozi stekleno zid, ne, je gledal proizvodno, vsako minutko, 2 je laufal dol tam enemu delavcu pokazati, ne vem, ko se deska okolo obrne. In pa je nazaj, mislim, hudiča. Kakšne delavce pa je če desk ne znajo obračati, ali ga naučiš, če še, ne vem, po 3 letih ne zna desko obrniti, ga pa odpustno, mislim, čisto. Ampak ne, ta direktor je to rabo, ker je vsako minuto je on dokazoval sebi, da tovarna propade brez njega, a ne, propade, ker on mora tam une deske letati kazati, ko se obračajo. Ne. Norost. In taki ljudje potem so tudi kandidati za izgorelost. Ne. On se ne more spočiti, se bo svet padel v stečaju, če on zdaj vsakmu pokazal une deske. A pa močna želja po kontroli, ne? Vse to se prekriva s tem, ne. Ja, svet brez njega ne obstaja, ne. On mora vse kontrolirati. Ne. Vse bo šlo v maloro, če jaz ne skrbim za to. In se ne znajo odkačiti, ne. Ampak to je res napor, da ti to zaupanje, jaz priznam, meni je bilo, fuck shit, in super naredijo in potem bomo mi skorigirali popoldne, ne.